Lepo pozdravljeni. Tako kot že velikokrat je moj referat na koncu ostal work in progress, tako da marsikaj tistega, kar sem obljubljal v povzetku, danes ne bo. Predvsem obljubljam v podnaslovu Evropo, dejansko pa bom govoril predvsem o severozahodni Evropi, manj pa o tistem delu, ki je spadal v sovjetski satelitski sistem oziroma živel po drugi svetovni vojni pod komunizmom. Tam je položaj drugačen, vendar se mi zdi, da če ne bo prišlo do bistvene spremembe zunanjih okoliščin, se bo vse tisto, kar se je zgodilo v severozahodni Evropi, slej ko prej preneslo tudi na evropski vzhod in v srednjo Evropo, kar dokazujejo tudi nedavni dogodki na Poljskem, ki si vsaj nekateri še pred nekaj leti nismo mogli predstavljati. Govoril bom o velikem umiku, s tem mislim izgubo družbene relevantnosti katoliške cerkve v severozahodni Evropi, do katere je z velikimi koraki prišlo predvsem v zadnjih 50 letih. Na prvi pogled ta fotografija govori drug jezik, kajti z velikim pompom se je papež Frančišek letošnjega junija udeležil kot prvi papež zasedanja voditeljev držav G7 v Apuliji v Italiji. Vendar, po mojem mnenju, ta njegova udeležba in njegov nastop ravno per negacionem potrjuje mojo osnovno tezo, kajti papež je bil povabljen tja, predvsem zato, ker ni bilo nobene bojazni, da bi povedal kaj bistveno drugačnega ali kaj bistveno novega, česar ne bi povedali že drugi voditelji. Obstaja še ena boljša fotografija, na kateri italijanska premierka Giorgia Meloni potiska papežev invalidski voziček, ki bi še bolj ilustrirala poanto, ampak žal je nisem našel. Sicer pa temelji moj prispevek na 4 izhodiščih, predvsem na paradoksu, ki ga sam vedno bolj razumevam. To je dejstvo, da je katoliška cerkev ravno v severozahodni Evropi, se pravi v Nemčiji, Avstriji, Belgiji, na Nizozemskem, takoj po drugi svetovni vojni doživljala preporod. Po preizkušnjah druge svetovne vojne se je izkazala zelo živo silo in celo iz te živosti katoliške cerkve v severozahodni Evropi je izšel drugi vatikanski cerkveni zbor kot prelomni dogodek katoliške zgodovine 20. stoletja. V cerkveni zgodovini radi govorimo o tem, da je takrat začel Ren teči v Tibero, se pravi Ren pa predstavlja ravno to severozahodno komponento evropskega katolištva. Vendar pa se je potem zgodilo, da je paradoksno ravno ta življenjska moč, ki je porodila drugi vatikanski cerkveni zbor, obenem po koncilu prešla tako rekoč v svoje nasprotje in v rapidno izgubljanje družbenega pomena katoliške cerkve in vloge katoliške cerkve v javnosti v severozahodni Evropi, takoj po koncilu praktično, pri čemer se mi zdi ta bistvena 2 faktorja oziroma 2 trenda, ki sta značilna za katoliško cerkev v tem delu Evrope. To sta revolucija, torej razumevanje, da je drugi vatikanski koncil nova točka nič v zgodovini katoliške cerkve, da prejšnja izročila v bistvu niso zelo pomembna, ker se zdaj zgodovina piše na novo, s čimer je po eni strani bilo seveda ravno lastno izročilo postavljeno pod vprašaj, po drugi strani pa se je izkazalo, da postavljanje prejšnjih gotovosti pod vprašaj zelo zamaje pomen katoliške cerkve v očeh vernic in vernikov. To je ena močna težnja, ki jo vidimo do danes, in druga močna težnja, ki pa je na prvi pogled v nasprotju s prvo, je pa novojožefinizem.
S tem izrazom sam poimenujem močno naslonitev zlasti cerkvene hierarhije na nosilce družbene moči in oblasti, kar je bilo značilno za prvotni jožefinizem oziroma za celoten trend državnega cerkvenstva v Evropi, zlasti v drugi polovici 18. stoletja, s tem, da se je ta trend recimo v avstrijskih deželah raztegnil še skoraj na celotno 19. stoletje. In novojožefinizem je na neki način naslednik tega toka. Gre pa za nekaj, kar si tudi glede na položaj katoliške cerkve v Sloveniji težko zamislimo. Namreč gre predvsem za to, kako ohraniti utečene organizacijske strukture, ki mnogim dajajo končno kruh, v pogojih, ko pravzaprav cerkev kot taka izgublja svojo nekdanjo vlogo v družbi in javnosti. In seveda, če hoče te relativno udobne strukture ohraniti, potem je edina pot naslonitev na prevladujoče trende v družbi. Mislim, da se to v Nemčiji, seveda, kjer je hiperorganiziranost katoliške cerkve taka, da je za slovensko pamet popolnoma nedojemljiva, je na prvem mestu, velja pa to tudi za druge del krajevne cerkve v severozahodni Evropi in velja tudi za protestantske cerkve v Skandinaviji in v Združenem kraljestvu. In tam se je pravzaprav pokazalo, da je mogoče še desetletja potem, ko se cerkve popolnoma spraznijo, ohraniti z naslonitvijo na državne strukture in na v družbi prevladujoče vsebine te organizacijske strukture. Se pravi, ti načeloma še 50 let potem, ko ljudje ne hodijo več v cerkev, lahko ohranja strukture, kot da se ni nič zgodilo. In mislim, da je to zdaj ta trend, ki ga ravno tudi recimo udeležba papeža Frančiška na takih srečanjih, kot je G7, na neki način potrjuje. Zdaj, kar se tiče srednje in vzhodne Evrope, seveda ne eno, ne drugo ni preveč prišlo v poštev, čeprav je bil na Slovenskem drugi vatikanski cerkveni zbor sprejet z navdušenjem in so vsekakor tudi obstajali nastavki, da bi ga razumeli kot začetek s točke nič, se to enostavno ni moglo udejaniti v praksi, ker je komunistična oblast po drugi svetovni vojni praktično uničila vse zelo živahne laiške strukture iz obdobja pred drugo svetovno vojno, zaradi česar je paradoksno prispevala k tako imenovani klerikalizaciji cerkve na Slovenskem in na neki način konzervirala staro stanje. To ni samo značilno za Slovenijo, ampak tudi za večino drugih socialističnih držav. Druga stvar, novojožefinizem pa bi se sicer tudi lahko razvil, ker so za to zelo bogati zgodovinski nastavki, praktično večino časa je zlasti višja duhovščina na Slovenskem preživljala v razmerah, ko je bila navajena tesne naslonitve na državno oblast, ampak tukaj je vendarle določeno oviro predstavljala popolna vsebinska oddaljenost političnih oblasti in cerkvenih struktur. Poleg tega pa komunistična oblast sama, celo če bi bila hierarhija zainteresirana za sodelovanje, tega sodelovanja ni dopuščala v zelo veliki meri. Zato za Evropski vzhod ti dve težnji nista tako zelo relevantni, kot pa za Evropski severozahod. Zdaj pa seveda tukaj glede na to, da imamo povojni preporod, ki se potem prelije v skoraj popolno izgubo družbene relevantnosti, se zastavlja vprašanje, kaj je vzrok za to, in gotovo je bistveni faktor sekularizacija, ki izvira iz različnih
dejavnikov, kot je deagrarizacija družbe, dvig standarda in podobno, ki so seveda zunanji, se pa kljub temu postavlja vprašanje, ali ni tako hiter tempo izgubljanja družbene relevantnosti posledica samosekularizacije oziroma odločitve katoliške cerkve, da bodisi ne bo branila svojih položajev, ko bi jih mogoče še lahko, bodisi, da bo poskušala celo prehitevati sekularizacijske procese. In to je pravzaprav eno od temeljnih vprašanj, se mi zdi, kolikšen delež torej ima pri tem procesu samo sekularizacija. Zdaj, če na hitro pogledamo, da ne bomo predolgi, nekatere bistvene mejnike, recimo na eni strani lahko začnemo z letom 1950, ko obhaja katoliška cerkev po svetu sveto leto. In to sveto leto je seveda boleče zaradi tega, ker je popolnoma odsotna cerkev iz srednje in vzhodne Evrope, razen kadar, ko gre za skupnosti v diaspori. Po drugi strani pa je to sveto leto pokazatelj nekakšnega preporoda katoliške cerkve v zahodnji Evropi po drugi svetovni vojni. In potem leta 1959 papež Janez 23. preseneti z napovedjo drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, kar kot rečeno potem preide v to, da začne Ren teči v Tiberu in da ta duhovno močna in okrepljena katoliška cerkev severozahoda Evrope odločilno vpliva na potek samega cerkvenega zbora, vendar se že ob začetku samega koncila napovedujejo dvoumnosti, se isto leto, ko se koncil začne, Janez 23. obenem izda tudi zadnjo različico misala, ki še temelji v ožjem smislu na misalu, kot ga je predpisal tridentinski koncil 400 let prej, v širšem smislu pa na veliko starejšem liturgičnem izročilu cerkve. Se pravi, nihče takrat leta 1962 še ne razmišlja o revoluciji, ki pa je samo nekaj let stran. Potem v leta 1964-1969 poteka udejanjanje te bogoslužne reforme kot ene bistvenih ukrepov drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, gre postopoma in na prvo adventno nedeljo leta 1969 je uveden novi oziroma prenovljeni mašni obred Pavla VI. Hkrati pa se leta 1965 koncil konča in takoj se razname boj za njegovo interpretacijo. In tukaj kot primera dveh popolnoma različnih razumevanj lahko vidimo znamenito pastoralno sinodo cerkve na Nizozemskem, ki poteka od leta 1966 do leta 1970 in ki definitivno koncil razume kot nov začetek, kot revolucijo v cerkveni zgodovini in misli, da se sedaj zadeve pišejo na novo, zahteva drastične reforme. Do teh reform ne pride, saj vmes papež Pavel VI., ki je morda najbolj zmeden papež v 20. stoletju, saj ne moremo pri najboljši volji ne prepoznati jasne linije, potegne ročno zavoro na dveh zelo bistvenih področjih. Izda leta 1967 encikliko Sacerdotis Celibatus, s katero pove, da se glede duhovniškega celibata kljub koncilski evforiji ne bo nič spremenilo. In na to leta 1968 tudi zelo razvpito okrožnico Humane Vitae, s katero pa v bistvu pove, da se na področju spolne morale kljub koncilu ne bo nič spremenilo. Zdaj, kako je ta okrožnica nastala, sicer malo daljša zgodba, ampak vse na rezultat je bil tak. In to seveda potem sproži veliko razočaranje v delih krajevnih cerkva na severozahodu Evrope, v srednji in vzhodni Evropi seveda manj. No, potem pa temu zmedenemu pontifikatu Pavla VI. Sledi pontifikat Janeza Pavla II., ki pa
uvede, po mojem mnenju, tako imenovani Janezov-Pavlovski kompromis, kjer papež Janez Pavel II. Priznava odločilno vlogo koncilskih dokumentov, tudi mi, ki smo študirali v okviru tega kompromisa teologijo, se tega spomnimo. Vsak predmet na teološki fakulteti se je začel z obsežnim citiranjem nekih dokumentov drugega Vatikanskega koncila in tudi, če si recimo se odločil, da boš prenovil stranišče v župnišču, si najprej citiral okrožnico Gaudium oziroma konstitucijo Gaudium et Spes, ki govori o avtonomiji zemeljskih stvarnosti in očitno, no, to je malo karikirano, ampak ni daleč od resnice. Skratka, na eni strani to stalno citiranje koncilskih dokumentov, po drugi strani pa jasen odmik od razumevanja drugega Vatikanskega cerkvenega zbora kot revolucije in poskus najti neko srednjo pot, kjer bi se nekaj bistvenih cerkvenih izročil ohranilo oziroma se celo vrnilo, pridobilo večjo veljavo in se s tem ustavila erozija katoliške istovetnosti, do katere je pa do nastopa Janeza Pavla II. Že močno prihajalo zlasti v severozahodni Evropi. Drug tak primer v zahodnem svetu pa je vsekakor kanadska provinca Quebec, kjer je praktično katoliški sistem v 60 letih popolnoma razpadel. To je, mislim, dva taka res skrajna primera sta Nizozemska in pa Quebec. In potem seveda neko nadaljevanje tega papeževanja Janeza Pavla II., ki se seveda lahko loči na dve fazi. Prva faza nekje do začetka 90-ih let je faza zmernega optimizma, potem pa sledi faza stagnacije, kar bi se videlo tudi v številkah, ampak mislim, da zanje ne bo potem časa. No in seveda ta dolgi 27-letni pontifikat se prevesi v pontifikat Benedikta XVI., ki ga večina razlagalcev razume kot prehodni pontifikat oziroma kot nadaljevanje pontifikata Janeza Pavla II., kar se mi zdi sicer nekoliko krivično, vendar je dejstvo, da je postal Benedikt XVI. Papež bistveno prepozno v svojem življenju in zato nekih bistvenih premikov v njegovem času ni bilo. Vendarle pa kot sklep Janezov-Pavlovskega kompromisa vidim njegov motu propris sumorum pontificum, s katerim je leta 2007 do neke mere in delno pomilostil prej bolj odrinjano starejšo obliko bogoslužja v želji, da bi to kulturno vojno, ki je obremenjevala cerkev že leta 1970, končal. Žal je potem 14 let kasneje papež Frančišek ta motu propri preklical in ga nadomestil z bistveno bolj restriktivnim. No in potem pride leta 2013 odstop papeža Benedikta XVI., s katerim pa mislim, da v severozahodni Evropi popustijo čisto še tiste zadnje zavore, ki so prej preprečevale prevlado razumevanja drugega Vatikanskega koncila kot revolucije in tudi končno že omenjenega novojožefinizma. No in zdaj poglejmo ta upad. Seveda bi lahko začeli z nominalno pripadnostjo katoliški cerkvi in bi bil grafikon mogoče podoben, vendar bi časovno imeli določene premike. Torej pa se mi zdi, da je ta kazalnik obisk nedeljske maše bolj poveden. Kot vidimo, takoj po drugi svetovni vojni v času tega povojnega preporoda več kot polovica zahodno-nemških, tudi številke so za zahodno Nemčijo, obiskuje mašo vsako nedeljo, to je 54%, in potem je to relativno stabilno naslednjih 12 let, na kar po bogoslužni reformi ne pride takoj do drastičnega upada, ampak se vidi, da se pa začne trend
hitrejšega upadanja. Vidimo med letoma 1968 in 1970 do takrat daleč, pač največji do takratni upad, več kot 10% v tem, torej 5% točk, 10%. In potem seveda to upadanje se zelo pospeši v fazi že omenjene stagnacije v času Janeza Pavla II. S tem, da zdaj na koncu na ta zadnji padec najbolj vpliva pandemija in zdaj trenutno še ni mogoče reči, ali se ne bo ta številka še nekoliko dvignila. Zdaj se je, to je prvič, verjetno po letu 1960, se je številka med letoma 2021 in 2022 dvignila. No, zanimivo je, za Nemčijo je možna primerjava z obiskom bogoslužja pri protestantih, tam je pa čisto drugačna slika, tam se gibljajo številke ves čas po drugi svetovni vojni na zelo nizki ravni med 2,5% in 4,5% in danes relativno gledano ob bistveno manjšem številu vernikov višji odstotek obiskuje bogoslužje kot pa leta 1953, vendar to seveda pomeni, da medtem ko je obisk maše za katoliško istovetnost bil konstitutiven, obisk bogoslužja za protestantsko istovetnost ni bil konstitutiven. In zato seveda ta padec veliko bolj, veliko pomembnejši. Potem imamo pa tudi še primere posameznih škofij iz različnih cerkvenih regij v zahodni Nemčiji, Paderborn v Vestfaliji, bolj podeželska škofija, Trier v Porenju, prav tako tradicionalno bolj podeželska škofija in pa München na Bavarskem kot primer visoko urbanizirane nadškofije, kar se seveda pozna potem, da že leta 1960 v münchenski nadškofiji komaj dobra tretjina katoličanov še obiskuje mašo, medtem ko v Trierju, recimo v trierski škofiji, še krepko čez polovico. No, potem seveda vse povsod pada, s tem, da se vidi, da se razlike med nekdanjimi podeželskimi škofijami in pa urbanizirano münchensko nadškofijo bistveno zmanjša, tako da zdaj praktično bistvenih razlik več ni leta 2015. V trierski škofiji, ki je imela najvišji obisk leta 1960, je zdaj celo najnižji, kar je sicer verjetno malo povezano z bližino Trierja Luksemburgu in pa seveda njegovemu položaju v tem blizu jedra inštitucij Evropske unije in prenosu seveda trendov iz Luksemburga in Belgije. No, kakorkoli, seveda to potrjuje tezo, da je bistveni razlog za upad družbenega vpliva katoliške cerkve sekularizacija, ki se seveda vpliva tudi na število novomašnikov, to pa vidimo, da že takoj po drugem Vatikanskem koncilu praktično drastično upade, medtem ko se pa potem po nekaterih znakih izboljšanja v letih zgodnega pontifikata Janeza Pavla II. Nekje do polovice, potem se pa začne novi val upadanja in danes recimo v Paderbornski nadškofiji je število novomašnikov, dobro, zdaj mislim, da letos bi celo je bila 0, ampak dobro, recimo da leta 2015 so 3, se pravi 6% stanja iz leta 1962, torej v letu, ko se je začel drugi Vatikanski koncil, kar seveda priča o tem, da je cerkev na severozahodu Evrope pričakala koncil v dobrem stanju, nadaljni razvoj pa je šel v popolnoma drugo smer. No, zdaj ena od stvari, ki najbolj mogoče kaže tudi družbeno relevantnost katoliške cerkve, je pa seveda lahko, vsaj v teh tradicionalno katoliških okoljih, tudi moč katoliških in krščansko-demokratskih strank na volitvah. To posebej velja za Nizozemsko, kjer so bili
katoličani do 60 let 20. stoletja organizirani v tako imenovanem katoliškem stebru, kar pomeni, da so volili katoliško stranko, hodili v katoliške šole, obiskovali katoliške bolnišnice in katoliške domove za ostarele, imeli katoliške medije in tako naprej. In zato vidimo, da praktično vse obdobje prvih 20 let po drugi svetovni vojni njihova stranka, katoliška ljudska stranka, uživa plebiscitarno podporo v provinci Limburg, ki je najbolj katoliška od vseh nizozemskih provinc. Tam se je še leta 1995 95% prebivalstva nominalno štelo za katoličane. Potem pa vidimo takoj v času koncila drastičen padec za okoli 20% in potem prosti pad do leta 1972, kar prisili krščansko-demokratske stranke na Nizozemskem, katoliško in dve protestantski, da se združijo v skupno stranko krščansko-demokratski apel, ki potem začasno ta upad zaustavi, vendar pa potem pride do popolnega kolapsa v zadnjih 10 letih, torej leta 2017 v Limburgu dobi krščansko-demokratska stranka še 15%, na zadnjih volitvah pa 3,4%, se pravi leta 63 78%, zdaj 3,4%. Zdaj v Nemčiji na prvi pogled je stanje drugačno v teh katoliških tradicionalnih okoljih, zato sem izbral za primer mesto Münster, ki je bilo središče nemškega katolištva v velikem delu Vestfalije. Tu vidimo, da je zadeva stabilnejša, da še leta 1999 dobi krščansko-demokratska unija absolutno večino, vendar pa se ravno tako padec od leta 2004 naprej je pa bolj manj očiten. Seveda je tu treba opozoriti na razliko med Nizozemsko in Nemčijo, torej, ki je v teh stebrih na Nizozemskem, ki so razpadli, takih stebrov v Nemčiji ni bilo. In drugič, krščansko-demokratska unija je bila vsebinsko ožja stranka, kot je bila katoliška ljudska stranka. Katoliška ljudska stranka, njen namen je bil zastopati vse katoličane, se pravi od delavcev do veleposestnikov, če se tako na hitro izrazimo, medtem ko je seveda krščansko-demokratska unija imela veliko bolj izoblikovan konzervativen profil in zato je relativno dlje ohranjala svojo moč. Podoben primer je potem ravno tako izrazito katoliško mesto Fulda v Hessnu, ki je tudi tako kot Münster obdano z relativno močnim tradicionalno protestantskim okoljem in tudi tukaj vidimo, da drastični padec je relativno nedavno, ampak meni to oboje pove seveda, da ni možno računati, da bo obstajalo katolištvo v obliki neke vrste kulturnega katolištva. Se pravi, da ljudje, ki so izgubili stik s katoliško cerkvijo, da bodo lahko ohranjali nekatere prvine tradicije v okviru kulturnega katolištva, oziroma to je mogoče tako dolgo, dokler živijo ljudje, ki so v mladosti še imeli katoliško socializacijo. Se pravi, dokler so recimo v Limburgu zdaj še živijo nekateri ljudje, ki so živeli v okviru stebrov, bili mladi recimo na začetku 60 let, potem v 60 letih nehali hoditi v cerkev, ampak dokler so oni bili živi in dokler je bilo ta generacija še številčno močna, je recimo krščansko-demokratska stranka še ohranjala neko relativno močno navzočnost, ni pa mogoče kulturnega katolištva prenesti na potomce. Se pravi, ne moreš ti tistega, kar si se naučil v cerkvi, prenesti na otroke, ki pa nikoli niso stopili v cerkev, tako bolj preprosto. Zdaj pa, ker je časa skoraj zmanjkalo,
tisto, kar bi v bistvu bilo najpomembnejše v tem prispevku, kateri so pa poleg sekularizacije ključni dejavniki samosekularizacije, ki je privedla do tega izrednega upada družbenega vpliva. Mislim, da sta predvsem, da je do zdaj sem identificiral predvsem dva. Eden je bogoslužna reforma, ki je sicer bila splošno pozdravljena kot ena najpomembnejših pridobitev drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, čeprav je tu seveda treba povedati, da končna podoba bogoslužne reforme močno odstopa od tega, kar je predvidevala koncilska konstitucija Sacrosanctum Concilium. Ampak, kaj se je zgodilo? Lahko rečemo, da pričakovanje, da se nekaj mora spremeniti, je bilo zelo razširjeno. O tem ni dvoma. Ampak končni rezultat je bil tak, da je nastal profesorski obred. To pomeni, da so očetje bogoslužne reforme naredili v bistvu tisto, kar je naredil Luther v 16. stoletju in pa v Angliji tudi Thomas Cranmer, da so iz obstoječega obreda in še nekaterih drugih obredov krščanskih cerkva enostavno pobrali elemente in jih povezali na način, ki, kot se temu reče v liturgični znanosti, ni bil organski. In s tem so dejansko razvrednotili, zdaj, to je močan izraz, mogoče bogoslužni obred v očih vernikov, zaradi tega, ker so pokazali, da če ga je mogoče poljubno spremeniti, ga bo mogoče poljubno spreminjati tudi v prihodnje, s tem pa je dejansko obred izgubil velik del svoje sakralnosti v očeh vernikov. Glede na to, da je udeležba pri bogoslužju za katoliško istovetnost bila bistveno pomembnejša, kot je recimo za katoličane in protestante, je to vsekakor velik dejavnik torej postopnega slovesa Zahodne Evrope od katoliške dediščine. Druga stvar, ki bi jo tukaj omenil, pa je tako imenovana vzhodna politika, ki je pa potekala vzporedno, začetki potekajo vzporedno z drugim Vatikanskim cerkvenim zborom, čeprav je seveda res en velik minus drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, da je potekal v ozračju, v katerem je bilo splošno sprejeto, da bo komunizem v srednji in vzhodni Evropi trajal z našega vidika večno. To mnenje je bilo splošno razširjeno v cerkvenih krogih še v 80. letih, ne samo v 60. še toliko bolj. In zato je seveda drugi Vatikanski cerkveni zbor z tega vidika izrazito časovno pogojen, se pravi, ne moremo marsikatere takratne razprave ne moremo 1:1 prenesti v današnji čas. Druga stvar pa je, da kljub temu, da je tako imenovana vzhodna politika, ki je potem postala nekakšna uradna politika Svetega sedeža pod Pavlom VI, da je izhajala čisto iz pragmatičnih izhodišč, se pravi želja pač, da zagotovi katoliška cerkev vsaj neko minimalno delovanje pod oblastjo sovražnih režimov. Kot najvzornejša učenka je tukaj seveda veljala Jugoslavija in pa protokol, ki je bil podpisan leta 1966, ampak učinek protokola je pa dobro opisal zagrebški nadškof Franjo Kuharič leta 1972, ko je rekel: Tito i papa se rukuju, a raja strada. Se pravi, dejansko je bilo relativno lahko doseči dogovor s hierarhijo, komunistični režimi pa niso bili pripravljeni pristajati na to, da bi se izboljšal položaj običajnega vernika. In to je bila Ahilova peta vzhodne politike. Druga Ahilova peta pa je bila, da kljub temu, da je šlo za pragmatičen pristop, so počasi nekatere vsebine z evropskega socialističnega vzhoda začele pronicati v
najprej v protestantsko, potem pa v katoliško teologijo in bistveno vplivale, vsaj po mojem mnenju, potem na proces samo sekularizacije. Toliko v teh dobre pol ure, se opravičujem za presežen čas.